Kristjani danes praznujejo sveti večer, opat poslal božično poslanico. Dobre želje tudi celjskega župana. Včeraj je minilo 30 let od slovenskega osamosvojitvenega plebiscita. Praznično obdaritev otrok pripravili tudi v Laškem. Božiček je svoje darila pustil tudi pred Verono v Celju. Lokalna derbija Laščanom in Slatinčanom. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep dober večer želim. Kristjani danes praznujejo sveti večer. Po gregorijanskem koledarju je to 24. december, dan pred Božičem, na katerega slavijo rojstvo Jezusa Kristusa. Po običaju se na sveti večer okrašuje božično drevo, prav tako se zvečer prirejajo slavnostne večerje v krogu družine. Na sveti večer gredo ljudje k polnočnicam. Na predvečer Božiča je v posebni poslanici spregovoril tudi celjski opat Marjan Jezernik. Zopet je pred nami ta čudoviti božični čudež, ko se Bog sklanja k človeku, prihaja med nas in hoče biti eden izmed nas, da bi nam dal novega poguma na poti našega zemeljskega romanja v večno domovino. Letošnji božični prazniki bodo kar precej drugačni, kakor običajno doživljamo Božič. Ne bomo se srečali v svetih mašah božične noči ali polnočnici, ne bomo se srečali v prazničnih svetih mašah, ampak boste ostali doma. To je čudovita priložnost za vaše družinske skupnosti, da se med seboj v tem božičnem veselju še bolj povežete, še bolj združite svoje skupne moči, še bolj utrdite svojo medsebojno zvestobo in družinsko srečo. V duhu bomo povezani z vami, v duhu tega veselja in radosti, ki nam ga oznanja prav božični praznik. Gospod prihaja, da bi nas na nek način dvignil in teh še posebej časih preizkušenj vlil novih moči. In to je tisto pristno krščansko božično veselje, ki naj prevzema vsakogar izmed nas. V krogu svoje družine, svojih domov si podajmo to veselje in srečo. Pomislimo pa v tej presveti noči še posebej na tiste, ki so v teh časih res med življenjem in smrtjo, ki so preizkušeni s to sodobno kugo življenja, da bi imeli dovolj moči premagati in zaživeti v bližini njega, ki je naša moč in vsa naša prihodnost. Pomislimo na vse tiste, ki so morda osamljeni, zapuščeni, ki nimajo nikogar, ki bi jim to veselje prižigal in prinašal. Prosimo zanje, da bodo v tej samoti prav tako doživeli veselje in radost božičnega praznika. V tem duhu vam vsem, dragi bratje in sestre, drage družine, dragi vsi, ki v tej noči skušate doživljati skrivnost božične noči, vam želim, da bi tudi v teh razmerah, v katerih danes živimo, mogli praznovati in izročati vrednote božičnega čudeža iz roda v rod. Da bi ohranili to veselje, to radost, to upanje, to pristno krščansko veselje, ki nam ga svet ne more dati.
Za mene tega veselega upanja vam želim res blagoslovljen Božič in pa tudi, ker se novo leto bliža, srečo in blagoslov v letu, ki prihaja in ki nam prinaša novo upanje, da bomo tudi v teh razmerah zdržali in pogumno nadaljevali svoje življenjsko romanje. V tem duhu vas pozdravljam in želim, da bi doživeli res v svojem krogu svoje družine in doma veselje in radost božične noči. Vse dobro med božično-novoletnimi prazniki je prebivalcem mestne občine Celje v posebni poslanici zaželel tudi župan mestne občine Celje Bojan Šrot. Letos zaradi aktualnih razmer ni mogel pripraviti tradicionalnega županovega novoletnega sprejema, prav tako Celjane ne bo mogel pozdraviti na tradicionalnem silvestrovanju na prostem. Drage Celjanke, dragi Celjani, upam, da lepo preživljate ta adventni čas in da ste uspeli v svoje življenje priklicati nekaj te praznične čarobnosti. Upam, da ste se uspeli sprehoditi po našem lepo okrašenem mestu in doživeti malce pravličnega vzdušja. V prihajajočih praznikih vam želim, da bi jih preživeli v krogu svojih najdražjih. Želim vam vesel Božič in želim vam srečno, zdravo in čudovito novo leto 2021, ki naj nam vrne bližino soljudi, naj vam natrosi obilo sreče in seveda ostanite zdravi. Srečno. Včeraj je minilo 30 let od slovenskega osamosvojitvenega plebiscita. Ta je potekal 23. decembra leta 1990, njegova značilnost pa je visoka udeležba in skoraj soglasna odločitev Slovencev za samostojno državo. Župan mestne občine Celje Bojan Šrot in pooblaščenec župana ter direktor Pokrajinskega muzeja Celje Stane Rozman sta ob tej priložnosti pri vhodu v Narodni dom v Celju odkrila spominsko ploščo z rezultati glasovanja prebivalcev takratne občine Celje. Obeležje so postavili na predlog Komisije za umestitev spominskih obeležij na območju mestne občine Celje. To ploščo smo postavili ob 30-letnici izvedbe tega plebiscita z rezultati, koliko ljudi je na plebiscit prišlo, koliko jih je bilo za, proti, koliko je bilo glasovnic neveljavnih. Mislimo, v mestni občini mislimo, da je to bil izjemno pomemben dan, da je pravzaprav bil to tisti prvi korak k naši samostojnosti, sploh velika udeležba je dala legitimnost celotnemu procesu samosvajanja. In se nam zdi prav, da ohranimo te podatke, spomin na ta zgodovinski dan tudi za zanamce, sploh te generacije, ki prihajajo, ki so že pravzaprav tu in se teh dogodkov ne spomnijo. Laška organizacija Društva Sožitje je včeraj pripravila tradicionalno praznično obdaritev otrok z motnjami v duševnem razvoju. Vsako leto sicer dogodek pripravijo v kulturnem centru, kjer otroke pa tudi tiste nekoliko starejše obišče božiček s spremstvom. Letos razmere tega niso dopuščale, a so se v društvu kljub temu odločili, da bodo otroke razveselili in jih obdarili. To so storili kar na občinskem dvorišču. Se trudimo, da pač nekako te otroke, ki čakajo celo leto na določene stvari, ki jim pomenijo veliko več, kot razmišljamo mi, kaj je materialna dobrina, ampak to je za njih eno doživetje, ki ga lahko samo oni pokažejo. Mislim, da nam kar uspeva, da jim nekako pomagamo oziroma da lažje prebrodijo te skrbi pa težave, ki jih imajo. Vsako leto, to že 24. leto,
se trudimo, da, kako bi rekel, polepšamo ta božični čas našim otrokom. Mi skozi celo leto izvajamo programe vseživljenjskega učenja otrok s posebnimi potrebami, imamo spremljevalce in brezplačno jih dajemo možnost, da grejo na letovanja in tako naprej. Potem tudi imamo vikend seminar za družine, letos nas je bilo 56, hvala Bogu smo ga speljali, ampak letošnje leto je res čudno leto, ne. Danes opoldne so pred pizzerijo Verona na ograjo terase obesili ogromno vred z igračami. Namenjene so vsem družinam, ki bi otrokom rade pričarale prijetne praznike, a si to zaradi stiske ne morejo privoščiti. Akcija poteka povsem dobrodelno, družine lahko povsem neobremenjeno vzamejo vrečko z igračo in tako preživijo prijetne praznike. Pozdravljeni vsem v imenu pizzerije Verona. Naša dobrodelna akcija, evo božiček za otroke v stiski. Se pravi, velik poklon izrekamo idejnemu vodji te akcije. To je naš direktor pizzerije Verona, gospod Srečko Vidic, kateri ima resnično veliko in dobro srce, posluh do sočloveka, ki so ga ganile skromne želje otrok iz družin v stiski. Toliko skromnih, žal neuslišanih želja, kot smo jih lahko slišali letos, jih nismo še nikoli. Zato smo se mi, zaposleni, želja vseh nas v pizzeriji Verona, da pričaramo veselje, iskrico v očeh prav vsakemu otroku. Odločili smo se za to našo dobrodelno akcijo, ki je bila realizirana v parih dneh. Zbrali smo igrače, jih očistili, napolnili vreče, katere smo obesili na ograjo naše terase. Se pravi, božiček bo danes od 12. ure dalje darila pustil na ograji naše terase. Tam bodo čez cele praznike, dokler jih ne zmanjka. Naj povem, da je odzivnost na to našo dobrodelno gesto neverjetno velika. Vsem skupaj velik hvala, ki ste dodali svojo igračo v naš mozaik. S to dobrodelno akcijo spoznaš, da so ljudje, ki prisluhnejo, da so ljudje, ki jim je mar, sploh ko se dotaknemo naših najmlajših. Vsi si zaslužijo, da doživijo božič, praznike z nasmeškom na obrazu in veliko iskrico v očeh. Pa naj dodam še mojo misel. Božič je čas dobrih želja, naj se dotaknejo vaših src in pustijo same lepe sledi. Hvala vsem prijaznim ljudem. V zaostalih tekmah 10. kroga košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Zlatoroga v Treh Lilijah z 80-77 premagali Hopse, Šentjurčani pa so v dvorani Hruševec z 88-95 izgubili proti Rogaški. Slatinčani so v Hruševcu prekinili niz 4 zaporednih zmag Šentjurja, ki so mu je proti Rogaški poznala odsotnost Habata, kapetan Džapa pa po prebolenem covidu še ni na ravni, na kateri je igral predtem. Rogaška je do zmage prišla predvsem po zaslugi izjemnega Američana Davida Nicholsa, ki je dosegel kar 36 točk in ob tem imel še po 6 skokov in asistenc. Pri Šentjurčanih je Domagoj Samac dosegel 25, Špan in Ledl sta dodala po 20 točk. Mislim, da smo prišli v Šentjur v dobri formi. Sicer nismo uspeli, kako bi rekel, potrditi zmagami v prejšnjih krogih, ampak kot vemo, nesrečno zgubljamo tekme in danes smo pač nekaj tega vrnili nazaj. Vrnili smo neko normalno situacijo borbe za ligo za prvaka. Danes nam tudi ni šlo na roko, ko je Primorska izstopila iz prve lige in so vsi rezultati brisani, torej v Šentjurju, ne vem, po četrtku poraz nam zmaga, ampak na to ne moramo vplivati. Prišli smo sem pod pritiskom, da moramo zmagati. Odigrali smo dobro, obramba je bila slaba na začetku tekme in na začetku zadnje četrtine. To zdaj ni toliko pomembno, bistvo je, da so te 2 točke izjemno pomembne v nadaljevanju prvenstva. Danes je potegnil Nichols, sicer smo katastrofalno šutirali za 3, dali smo samo 3 trojke na celi tekmi, medtem ko Šentjur 10. Zakaj ne vem, mogoče ta pritisk, da moramo zmagati, nimam pojma.
ampak vse skupaj je zdaj pozitivno in a ni končano, se pravi, do naslednje tekme en teden prihaja Šenčur, kjer smo izgubili nemogočo tekmo, kot ponavadi v tej sezoni za točko in vsekakor smo motivirani, da jim vrnemo za to in da zmago zaključimo novo leto in potem s tisto morebitno zmago bi resnično potrdili kandidaturo za tisto, kar nas razen obstanka tudi zanima, torej uvrstitev med prvih 6 in igranje lige za prvaka. V prvi vrsti bi čestital Rogačanom, igralcem Rogaške na internerju in vsem na zasluženi zmagi. Mi nocoj nismo bili pravi, enostavno brez energije. Vse, kaj smo se dogovorili, kaj smo hoteli, kaj smo se pripravili cel teden, je nocoj padlo takoj že na začetku v vodo. To so igralci Rogaške izkoristili, povedli in to razliko držali skoraj razno od prvih 5 minut dalje do konca tekme. Še smo žarek upanja je bil pri 73, kjer smo jih z veliko uporabo energije tudi ujeli. Na koncu ste videli zopet v odločilnih trenutkih padec koncentracije. Odigrali smo nekatere stvari zopet, katerih se nismo dogovorili in zmaga je odšla v Rogaško. Rogaška je dobila še 12. zaporedni obračun proti Šentjurju, ki je sosede iz Rogaške Slatine v domačem Hruševcu nazadnje premagal v zadnji finalni tekmi šampionske sezone 2014-2015 28. maja 2015. V bistvu s tem se ne ukvarjam jaz, sem igral v bistvu še tretjo tekmo ali drugo z Rogaško, tako da to so pač statistični podatki, ki nekako treba imeti pač delati na tem, da se bo daj prihodnje tudi Rogaška premagala. Zaenkrat na tem ne delamo. Šentjurčanom je šel na roko izstop Primorske, saj so na ta način pridobili zmago in si s tem povečali možnosti za uvrstitev v ligo za prvaka. V soboto bodo Pipanovi varovanci v naslednji domači tekmi gostili Helios. V bistvu čez 2 dni nova tekma, mogoče še težja od te, prihaja goste Helios. To so vse ekipe, s katerimi se neposredno nekako borimo za uvrstitev v ligo za prvaka. Upamo, da bodo fantje odreagirali povsem drugače v soboto in odigrali boljšo tekmo. Rogaška bo zadnjo tekmo v tem koledarskem letu odigrala 30. decembra, ko bo v Rogaški Slatini gostoval Šenčur. Takrat smo imeli Glifiča, zdaj ga nimamo, ampak imamo Šantla, ki se je končno prebudil, danes odigral dobro tekmo. Mislim, da so oni celo okrepili z Rojicom, ampak jaz verjamem našo ekipo in da smo sposobni, ne glede, če je to goste ali doma, narediti neko serijo zmag, ki nam bi zagotovila tiste naše višje cilje. Laščani bodo v soboto v svoji dvorani v lokalnem derbiju gostili moštvo Podčetrtka. Jutri bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne od severovzhoda slabele in zvečer večinoma ponehale. Meja sneženja bo med 400 in 600 metri nadmorske višine. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem bo dopoldne zapihala zmirna burja. Čez dan se bo hladilo, temperature bodo od 0 do 7, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, veter bo slabel. V nedeljo dopoldne bo precej jasno, zjutraj bo temperatura pod ničlo. Popoldne se bo od zahoda pooblačilo. V imenu ekipe Televizije Celje vam želim prijeten praznični večer in seveda tudi prijetno nadaljevanje prazničnih dni. A kljub prazniku bo naša oddaja na sporedu tudi jutri ob 18:30. Vse lepo in nasvidenje.